Lep dober večer vsem, čeprav je zunaj še svetlo, pa naj bo vseeno večer tak, kot je treba svetu. No? Mi smo se tukaj že lepo nasmejali in se nekaj večkrat moramo priti, da smo dobre volje, da se malo podpremo, ker drugače preveč tišči na naš pljučni del in preplitko dihamo. In to ni zdravo. Tako da res lep večer želim vsem. Jaz sem bila že včeraj malo v nizkem štartu, ko sem ene stvari v zvezi s pisanjem našega Mihaela prebrala in sem rekla, pa to pa ni res in bi rada danes še z vami malo o tem poklepetala. Kaj me je tako fasciniralo, tako, da sem se nasmejala in hkrati se resno vprašala, kako malo je treba, recimo, ne, besedica finesa, finesica, ki jo je uporabil Mihael in sem se res od srca nasmejala, v smislu, v kakšnem smislu je uporabil. Torej, to je samo finesica, je zapisal in jaz sem se tam ustavila. Kaj je ta finesica? Ta finesica je, da smo iz Ustave Republike Slovenije in sicer iz njenega 154. člena izbrisali besedo državni. Državni uradni list. Torej, v tem 154. členu piše, državne predpise, zakone se objavlja v državnem uradnem listu. Seveda, s tem smo izbrisali državljane, to, kar ste že slišali prej, nas, Ustavo in zakone. In kako? To je država oziroma odgovorni storila z zakonom o objavljanju v uradnem listu. Ta zakon je storil pravno to. Z izbrisom te besede državljani, državni, to je državljani, narod, ljudstvo, je vladi odzeta vladi odvzeta vsa javna pooblastila, moč in legitimnost. To je, veste, težko verjeti. To je zelo, zelo težko verjeti. In ljudje, če z njimi govoriš, ne morejo dojeti, da se je to zgodilo. In ko smo tukaj razpravljali zdaj v tej pauzi, je Viljana rekla, ja pa saj lahko uradni list spet nazaj postavimo, ustanovimo. In Mihael ji da odgovor, kar je resnično zanka okrog vratu tej državi, ne moremo, ker nimamo državnega uradnega lista, da bi v njem objavili to zakonitost, to določilo. Ja, mi lahko, seveda v Belisu lahko, ampak vlada Republike Slovenije oziroma države del. Ja. No, tako da je to zanimiva tema, jaz z ljudmi govorim in dejansko ne morejo dojeti, sploh ne dojamejo, kaj je, in zato bi bilo fino, da o tej finesici, torej izbrisa besede državni, spregovorimo. Nekateri vemo in se zavedamo, da je v pravni državi molk najmočnejše orožje tiranije in najšibkejša točka svetlobe. Danes se marsikdo pretvarja, to, kar sem vam že rekla prej, da je prehod objavljanja zakonov z neodvisnega ustavnega glasila na vladni informacijski strežnik PCRS le nedolžna digitalna posodobitev. To jaz sem z več ljudmi govorila in dejansko ne morejo doumeti, kaj je ta arhiviranje uradnega lista pomenilo, oziroma pomeni. Vendar se za to tehnično fasado skriva sistemski ustavni prelom. No, in tisto, kar mi je najbolj fascinantno, so bile že javne razprave iz februarja 25. leta, ko je profesor ustavnega prava, to je dr. Miro Cerar, opozoril,
da bi za takšen prehod, torej na ta način objavljena, kot se je to zdaj zgodilo, bilo možno v 154. členu Ustave črtati zgolj besedo državni. Po njegovem mnenju bi šlo zgolj za finesico, za tehnično prilagoditev besedila, vendar ta finesica nosi težo celotnega ustavnega reda. Mislim, da se zdaj počasi tisti, ki še niso mogli dojeti, pa imajo že informacije, šele zdaj začnejo doživljati oziroma uvidevati to realnost. Kdo ali kaj je namreč državni? Državni smo mi, ljudstvo, državljani, iz katerega po 3. členu Ustave izvira vsa oblast. Veste, kaj piše tam, ne? Oblast ima ljudstvo. Beseda državni v ustavnem terminu, državni uradni list, pa je tisto ključno varovalo, ki zagotavlja, da so državni zakoni javna last in ne lastnina trenutne vlade. Torej, last državljanov in ne vlade. Vlada je zgolj izvršilna oblast. Izvršuje tisto, kar sprejme oziroma kar naroči ljudstvo, državljani. Po zakonih, po predpisih in tako naprej. A do ustavne spremembe 154. člena ni prišlo, saj bi takšen poseg v javni razpravi povzročil prevelik hrup. Namesto tega je bil po hitrem postopku sprejet navaden zakon, zakon o objavljanju v uradnem listu, ZOUL. In kaj opazimo? Ta zakon samovoljno opušča ustavno zahtevani termin državni uradni list. Tisti, ki imate ustavo, pejte ta 154. člen pogledati, da vam bo jasno v 2. odstavku. Državni predpisi in v državnem uradnem listu se objavljajo. In torej spustijo to državni in uporabljale osiromašen izraz uradni list. S tem so birokrati to drobno finesico spremenili v ustavno diverzijo. Veste, kakšen napad? S 1. marcem 2026. smo vstopili v realnost, kjer lahko le še nemočno strmimo v rdeči okvir na spletni strani, ki nam sporoča, da je naše ustavno glasilo uradni, državni uradni list postalo arhiv. Vendar pravo ni vprašanje tehnologije, temveč vprašanje obstoja, in če bomo tiho, ne bomo le izgubili dostopa do zakonov, izgubili bomo status državljana in postali podložniki digitalne administracije. Prvi scenarij takega možnega razpleta, ki mu že prisostvujemo, je ustavni vakuum. Mihael velikokrat reče: zero, točka, nič, praznina. Ustavni vakuum. 154. člen Ustave Republike Slovenije, neizprosen vratar oziroma neizprosna varovalka pravnega reda. Predpis postane zakon, državni zakon, šele z objavo v državnem uradnem listu. Z uveljavitvijo 33. člena ZOUL, torej v tem zakonu objavi v uradnem listu, pa je država tega vratarja
to varovalko odstranila, vratarja pa poslala v upokojitev. Njegove ključe pa arhivirala. To je lepo zapisal direktor uradnega lista zadnji dan, ali ko ga je pač zaprl, arhiviral, ukinil. In je zanimivo to prebrati, kar je napisal Denis Struliko. No, rezultat je matematično neizprosen te upokojitve vratarja. In sicer zakoni, ki so bili po 1. marcu 2026 razglašeni v arhivu ali na vladnem portalu PISRS, ki nima ustavnega statusa državnega glasila, ustavnopravno sploh ne obstajajo. To vam je že Mihael prej pripovedal in upam, da to zdaj razumemo vsi. Nimajo ustavno pravne veljave, ne obstajajo. Ker arhiv po svoji naravi hrani preteklost, ne more rojevati prihodnosti. Če bomo tiho, bomo kmalu prisiljeni spoznati, da živimo v državi, kjer so rezultati volitev, mandati vlade in vsi novi davki pravno nični. Vsak dokument, ki nam ga od danes naprej vroči uradnik, je le košček papirja iz kleti arhiva. A veste, kdaj gremo v arhiv Republike Slovenije kakšno stvar raziskovati? Ko iščemo zgodovino. In tako naprej. Ni pa to nekaj, na podlagi česa bomo danes uveljavljali nekaj, kar trenutno velja v zakonu. Torej, iz kleti arhiva, ki nima nobene ustavne podlage, da bi suverenega državljana čemurkoli zavezoval. Torej, to gre za prvi scenarij, ne? Vakuum. Drugi scenarij prinaša sistemski razkroj načela delitve oblasti, čimer človekove pravice iz 2. poglavja Ustave Republike Slovenije dejansko postanejo brezpredmetne. Brez ustavno ločenih vej oblasti sodni sistem izgubi svojo neodvisnost in preide v fazo arbitrarnega delovanja v neposredno korist izvršilne veje. Torej, imamo samo še izvršilno vejo oblasti. Ko vlada preko administratorja portala PISRS prevzame nadzor nad medijem razglasitve zakonov, se ustavni temelj iz 3. člena Ustave Republike Slovenije dokončno sesuje. Vlada v takšni ureditvi ne nastopa več zgolj kot organ, ki zakone izvaja, temveč postane tista, ki pravo po lastni presoji filtrira, objavlja in na svojem strežniku fluidno spreminja. To smo, veste, lahko še predtem doživljali, to se je dogajalo tudi v času, ko je šel uradni list, obstajal, ampak smo vseeno lahko neko stvar sigurno preverili. Če ste se sami s tem kaj ukvarjali, ste videli, enkrat ste pod isti člen istega zakona, čisto drugo tematiko, druga določila dobili. Vse sorte se je že dogajalo, to je bila pa 3. faza preizkušanja, kaj bodo lahko z nami naredili, ne? Torej, brez ustavno zahtevane neodvisne oglasne deske ljudstva zakoni izgubijo naravo splošnih norm in postanejo le še interne direktive uprave. S tem, ko ustavni sodniki in poslanci dopustijo, da se njihovi avtonomni akti pakirajo pod vladne logotipe, to, kar vam je Mihael pregovoril, in nato nemudoma arhivirajo, de facto priznajo svojo podrejenost strežniku izvršilne oblasti. Državljan v tem sistemu ni več suveren nosilec oblasti,
Mi nimamo več oblasti, ker jo ima samo še izvršilno oblast vlada. Temveč le še obrobna spremenljivka, QR koda in fluiden podatek v vladni fazi, ki mu je odvzeta temeljna pravica do neodvisne razglasitve pravne resnice. Torej, če bomo tiho, sledi finančni kolaps zaupanja. Podjetja, občine in država bodo pod krinko arhiviranih zakonov še naprej pobirali davke, DDV in globe. Vendar v trenutku, ko se bo kritična masa ljudi zavedla, da te terjatve nimajo ustavne objave v aktivnem glasilu, se bo veriga plačevanja pretrgala. No contract, no case. Noben zasebni produkt, pa naj se imenuje občina d.o.o. ali vlada d.o.o., nima pravice pobirati davka za neobstoječ arhiviran sistem. Če sistem sam prizna, da je v arhivu, mu državljan ne dolguje več ustavne pokornosti, temveč le še pogodbeno poravnavo, na katero pa suveren ni pristal. O tem je Mihael govoril že prej. In tretji, zadnji scenarij, ki je najbolj tragičen za tiste, ki samo opravljajo svoje delo, v narekovaju. To smo že v covidu videli, samo opravljajo navodila in delo. Ko se bo iluzija ustavne normalnosti razblinila, pod pritiskom uveljavljanja 3. člena ustave s strani ljudstva, se bodo uradniki soočili s 26. členom Ustave Republike Slovenije. Za vsako njihovo dejanje, vsako rubljenje, vsako globo, vsaka zavrnitev storitve zaradi digitalne identitete bo postalo njihova osebna protipravna odgovornost. V sistemu, ki nima ustavno objavljenih zakonov, uradnik ne nastopa več v imenu države, ampak v lastnem imenu. In ko bodo državljani stavili račune za odškodnino, neposredno tistim, ki so listine podpisali, bo birokracija spoznala, da jih vladni strežnik v arhivu ne bo zaščitil. Igri pretvarjanja se izteka čas. Simboli naše suverenosti, grb, ustava in uradni list so postali ujetniki digitalne prevare, kjer se ustavne kategorije spreminjajo v arhivske spominke. Torej, ne bodimo tiho, ne dopustimo, da nam vladajo klovni v parlamentu brez mandata in administratorji na pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, brez ustavne avtoritete. Vendar ljudstvo ni arhivirano gradivo, ljudstvo je živo, naša suverenost ni finesica in ne izvira iz vladnega serverja, ampak iz ustavne zaveze, ki smo jo dali drug drugemu ob osamosvojitvi. Če sistem sam sebe ukine tako, da arhivira svoje lastno glasilo, se mora ljudstvo zbuditi in uveljaviti svojo neposredno oblast po 3. členu Ustave Republike Slovenije. Pravo je matematika resnice, brez ustavno objave ni zakona, in kjer ni zakona, je le svoboda suverenega človeka, da postavi mejo. To je to, kar vam je povedal Mihael že prej. Vprašajmo, po katerem zakonu, kje je bil objavljen. Torej, ali bomo sklenili pogodbo, pogajajmo se. Zato smo se odločili, da sestavimo javno obvestilo o statusu izvoljenih poslancev in vladi v nastajanju, oziroma krožno notico slovenskim državljanom. No, o tem pa še kdaj drugič. Moram vam pa še povedati, da sem ravno prejšnji teden dobila še ena taka neposredna izkušnja, pošto iz Vrhovnega sodišča, torej izvršbe, in seveda na naslovni strani je to seveda čisto ena druga entiteta, fikcija neke žive Viktorije Bevc, tako da je bilo treba dati odgovor.
da so napačni entiteti poslali in tudi naslovili na napačen naslov. In seveda v drugi točki je bilo treba povedati, da s 1.3.2026 seveda ti odnosi med nami tečejo popolnoma drugače. Ker je ukinjena ustavna suverenost. Njihova, za njih. Tako da je zanimivo in mislim, da je potrebno, da se bodo ljudje zbudili in začeli vračati. To so FURS-ove pošte, to so razne zadeve iz sodišč, zadeva, ki je bila aktualna, glejte, zdajle bo 3 leta. Ja, vse je treba vračati, jaz imam teh vrnenih pošt že leta, en velik pok, ampak to je treba vračati. Vračati naj dajo odgovor, v 8 dneh naj odgovorijo. Drugače nimamo kaj, ne. No, in tudi sodišča, poglejte, za zadevo, ko je bil takrat napad redarjev in policije tukaj v prostorih Belisa, še danes ni jasnega odgovora iz sodišča, ne. Tako da, veste, treba je dajati, da začnejo lahko razmišljati na drugi strani. Ni to zato, ker imamo mi neko fineso. To je tako pomembno. Tako da, glejte, naj bo večer, kako naj vam rečem, optimističen, naj vas navduši nad tem, da preprosto si oblikujete ali pa se bomo potrudili tukaj en obrazec, neko podlago, na podlagi katere pišete in oddajate pošte naprej. In naj ljudje se zavedajo odgovornosti. Veste, zdaj, ko je Mihael to govoril, sem dobila eno zelo močno zaznavo znotraj sebe. Vse se odvija ravno prav. Mi državljani nismo bili dovolj odgovorni. Preveč smo zaupali, naivno, pa ne gre vladi nobeni zaupati. Torej, in oni so delali napram nam tudi neodgovorno. No, in zdaj smo oboji na stopnji, ali bomo odgovornost prevzeli ali ne. To je pač demokracija. To ni, če pa bomo pustili, pa je lahko to tudi totalitarizem. To je pa druga zadeva, ne. Tako da, glejte, jaz sem vesela, da se zadeve odvijajo, da vemo za neko resnico, ki prihaja počasi na dan, in da ji lahko sledimo in da imamo tudi možnost uradnega lista v samoupravi društva Belis, katerega pa nam ne morejo upokojiti, niti vratarja zapreti. Ja, to je državljanski uradni list. Tako da predvidevam, da da bo zanimivo, no, in želim vam, da uživate na en način tako kot jaz. Lep večer vsem in pogumno v odzive.